Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Dobrodošli v oddaji Zlata jesen. V napovedniku si oglejte, kaj smo vam pripravili v tokratni oddaji. Bliža se čas izletov, potovanj in različnih srečanj. Zanimalo nas je, kako lepo se imajo na letnih srečanjih naročniki revije Vzajemnost in povprašali smo, katero destinacijo bodo obiskali. Vedno se veselimo prijetnega spanca po polnem dnevu aktivnosti in seveda tudi po aktivnem izletu si želimo zazibati se v mirno spanje. V podjetju Reni smo vprašali, kakšno ležišče pripomore k mirnemu spancu. In ob mirnem spancu si ne želimo hrupa iz okolice, tako smo povprašali v podjetju Ekovind po oknih, ki so okolju prijazna in energetsko varčna. Revija Vzajemnost vsako leto organizira letno srečanje zvestih bralcev in prijateljev. Glede na vsakoletno množično udeležbo uspešno poskrbijo za turističen ogled določenega kraja, fizično aktivnost, zanimiva predavanja in seveda skupna večerna druženja, ki jih popestrijo številnimi igrami, izborom Vzajemnosti ima talent in še številnimi drugimi zanimivostmi. S pomočjo revije Vzajemnost njeni ustvarjalci vzpostavljajo komunikacijski most s starejšo generacijo. In ne samo to, temveč tudi za druženja in srečanja s svojimi zvestimi bralci poskrbijo. Zanimal nas je namen tovrstnih srečanj. Sicer jaz sem 2 leti pri Vzajemnosti, tako da po pripovedovanjih lahko povem, da je bil namen, da se ljudi tudi poveže in da se srečajo ti naši bralci, ker jih imamo zelo veliko, zelo so komunikativni v smislu, da dajo tudi oglase, skratka pokličejo. No in tako je 93. leta prišlo do prve organizacije mesečnega izleta. Od takrat naprej Vzajemno vsak mesec skupaj z turistično agencijo pripravi mesečni izlet. Zanimiv za starejšo generacijo, nekatere izlete tudi na njihove predloge. No, pred 12 leti pa je prišlo še do nadgradnje tega in bilo organizirano prvo srečanje bralcev in prijateljev Vzajemnosti. In letos bo to že 12. In to 12. bo prav posebno, kaj ne? Ja, očitno prav posebno zaradi tega, ker se nam je zgodilo, da smo v zelo kratkem času razprodali možna mesta nastanitvena, da imamo zdaj še nekaj na čakalni listi, ljudi zelo radi bi šli in upamo, da bomo skupaj s turistično agencijo Kompas le uspeli tudi njih popeljati v Primošten. To je v Dalmacijo, tja so si tudi v anketi zaželeli lanski udeleženci srečanja. Na vsakem srečanju naredimo anketo in jih povprašamo, kam bi šli. Spoznavali bomo Dalmacijo, skratka izlete bomo imeli in se družili, veselili in zabavali. In vedno seveda organizirate prav posebne dogodke in izobraževanja, kot na primer kakšna? Kaj se naučijo? Naše srečanje ni samo izlet, ampak je veliko več kot to, je spoznavanje, je tudi izobraževanje. Na vsakem srečanju so tudi predavanja ali delavnice. No, na letošnjem srečanju bo to zeliščarska delavnica ali predavanje, kjer bomo malce spoznavali, katera zelišča si pa lahko vsak sam nabere, zakaj so dobra, kaj lahko iz njih pripravimo in si pomagamo krepiti zdravje ali pa zdraviti. In pa kuharsko, bom rekla, delavnico, ki jo vodi gospa Marija Merljak. Ona je pa že dolgoletna naša sodelavka tako pri pisanju prispevkov Vzajemnosti, kot tudi na naših srečanjih, kjer da čisto konkretna navodila, kako se lahko prehranjujemo. Predvsem pa je gospa zelo življenjska, skratka veliko uporabnih informacij brez prepovedi. Vsi ti vtisi, čudoviti vtisi iz mesečnih izletov in letnih srečanj so zagotovo potem zapisani, obelodanjeni tudi v reviji Vzajemnost. Morda za tiste, ki te revije še ne poznajo, za kakšno revijo gre? Gre za res prijetno revijo za ljudi v zrelih letih.
za tretje življenjsko obdobje, ki ima že tradicijo, izhajamo že več kot 42 let, se pravi, da imamo tudi izkušnje, je mesečnik, res pa je, da ga prejemajo samo naročniki. Vendar družina naročnikov je velika, največkrat gre ta naša reklama od ust do ust, se pravi od zadovoljnih bralcev do potencialnih bralcev, vendar tudi preko medijev pa vabimo vse tiste, ki bi si radi ogledali revijo, ker jo pač v kiosku ne morejo kupiti, in če nas pokličejo, jim pošljemo brezplačni ogledni izvod, da se prepričajo, kaj te starejše tako vabi, da sodelujejo oziroma prebirajo vzajemnost, kajti imeti vzajemnost je veliko več kot vsak mesec kup zanimivega branja. Se pravi, od pokojninskega, zdravstvenega in ostalega zavarovanja, potem aktualnih tem za starejše. Veliko pišemo o zdravju, potem tudi o potovanjih, o vrtu, o hobijih. Skratka, veliko nasvetov imamo tudi notri, pravnih in iz delovnega prava, potem in tako naprej, malih oglasov. Skratka, resen, bogat paket. Poleg tega pa imajo naročniki še vrsto ugodnosti in ena od teh ugodnosti so tudi tele izleti, imajo popuste in pa srečanja. Vsako srečanje je zelo prijetno, tako kot se srečajo stari prijatelji. Jaz sem prepričana, da bo tudi letošnje, res, da imamo že razprodano, zato že zdaj vabim na naslednje. Drugo leto bomo se potrudili, da bojo še večje kapacitete, skratka, da bojo res vsi lahko šli. Zdaj tisti, ki letos pač niso prišli na vrsto, pa vabim na kakšen naš izlet in pa da se drugo leto pravi čas prijavijo. Tako, no, tudi mi seveda želimo, da se gledalci pravi čas prijavite in seveda izkusite to čudovito dogodivščino. Gospa Jožica Dorniš, hvala za najin pogovor, hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in seveda želim veliko uspehov v prihodnje. Hvala lepa tudi vam, pozdravljam vse gledalce in gledalke vaše televizije, še posebej pa naše bralce. Vse tiste, ki pa nas ne poznajo, pokličite nas, prepričajte se, kaj nas druži. V zanimivih izletih, doživetjih, rekreaciji je nujen tudi počitek ter mirno spanje. Saj v postelji preživimo dobršen del svojega življenja. In da bo življenje bolj udobno, moramo izbrati pravo posteljo, ki bo ustrezala vsem našim željam in potrebam. Zato poglejmo, kaj je ključno za naložbo v naš boljši jutri. Zavedati se moramo, da je kvalitetna postelja ključna za naše dobro počutje in posledično zdravje. Zato smo se odpravili v podjetje Reni z ležišči in pa vprašali, katere so ključne karakteristike dobrega ležišča. Vsebina, sestava za ležišče je zelo pomembno, da se nekako prilagodi uporabniku. Uporabnikov imamo pa veliko, od 15 kg do 150, in seveda je pomembno, da je to ležišče sestavljeno tako, da je pač se prilagodi telesni teži, da odreagira oziroma da ne odreagira na določene zdravstvene probleme, ki jih lahko uporabnik ima. Tukaj imamo v mislih tako alergije, refluksi, obraba kolkov, hrbtenice, poškodbe in tako naprej. In seveda sestava ležišča, kvalitetna pena, kvaliteten register žepkastih vzmeti, če že hočete lateksa pravega in tako naprej. Vzmetnica, na kateri odlično spi določena oseba z večjo telesno težo, ni najbolj primerna za nekoga, ki ima nižjo telesno težo. Kaj storimo pri parih z različnimi telesnimi težami? Tukaj je že treba iskati kompromis in ležišče predlagati in pomagati iskati rešitev v tej smeri, da se pač prilagodi tudi tako v ležalnem položaju hrbtnem, kot tudi v bočnem. In absolutno, in potem, če je po sredini še razlika v telesni teži velika, potem absolutno pomagamo strankam oziroma uporabnikom razmišljati v smeri, da se odločajo, če se le da in če jim je to ljubo, o dveh ležiščih ločenih.
namreč v tem primeru potem šibkejši, običajno to ženski pač partner, nima toliko težav s tem, ko se težja polovica obrača in tako. Če hočejo uporabniki imeti enojno ležišče, lahko naredimo tudi enojno z dvema različnima poloma. Posteljno dno poskrbi za dodatno podporo telesa in omogoča popolno prilagajanje ležišča. Glede na različne spalne navade je postelja več kot le prostor za spanje. V njej berete, gledate televizijo in tako ima dvižno letveno dno pomembno vlogo. Z letvenim dnom uravnavamo ne samo prezračevanje, ki je tudi zelo pomembno po vertikali vsakega ležišča, ampak tudi naklonski nagibi. Z letvenim dnom lahko tisti, ki imajo probleme z refluksom, si odlično pomagajo in rešijo, da lahko umirjeno zaspijo in gredo k počitku. Ravno tako nekdo, ki ima probleme s krčnimi žilami, da si dvigne noge, razne poškodbe hrbta, kolkov, se z letveno podlogo, z gibljivo letveno podlogo, tudi mi imamo tudi z daljinskim upravljalcem, z električno podkonstrukcijo, tako da se da to letveno dno je kar pomemben faktor za dobro spanje. Zelo pomembno pri posteljah in posteljnih okvirih je prezračevanje vzmetnice, še posebej pri ljudeh, ki so alergični na pršice in ključnega pomena so prevleke. Zelo pomembna in v tem primeru mi priporočamo potem našo Silver prevleko Reni, ki omogoča oziroma onemogoča pršicam bivanje v teh prevlekah oziroma vzmetnicah in posledično to dobrodejno vpliva na dobro počutje oziroma posledično so alergije nekako potisnjene v stran. Ležišče mora omogočiti pravilno podporo in biti ravno prav udobno. Noben del telesa ne sme biti preveč obremenjen. Zaradi neprimernega ležišča se pogosto pojavijo bolečine v hrbtenici in s kakšnim ležiščem lahko rešimo težave s hrbtenico? Včasih smo mislili, da in praksa je nekaj časa kazala v to smer, da je zmeraj, da vedno rešiš ta problem s tršim. V zadnjem času smo imeli tudi nekaj primerov, tudi zdaj na zadnjih sejmih smo imeli prav res dva taka primera, ki pa ravno nasprotno. Bil je gospod z povečano telesno maso, z bolečino v hrbtu, z poškodovanimi vretenci in mi smo mu pač predstavili to naše trše ležišče Samson Reni, ki je primerno tudi do 130–140 kg, vendar gospod se nikako ni našel, tako da smo mu ga po parih dneh zamenjali z enim manj trdim ležiščem, to je naš Duo Max Reni, in od takrat pa vse v redu. Tako da ni vedno, jaz pravim tako, da je treba na teh zadevah delati individualno, je različno od primera do primera. Izbira vzglavnika je prav tako pomembna kot izbira vzmetnice. Kako izberemo primeren vzglavnik? Za pravo izbiro ležišča sta praktično pomembne dva položaja. Telo mora biti vedno čim več telesne površine v stiku z ležalno površino. Ležalna površina pa mora biti taka, da omogoča našo S-krivuljo hrbtenici in kadar smo v bočnem položaju, in v tem primeru gre za uporabo nižjega vzglavnika, kadar pa imamo položaj bočni, pa mora to ležišče omogočati, da podpira glavo in spravlja v tisti nivo, da se potem vretenca z vratnega dela lepo po celi hrbtenici vzdolž do konca pač nadaljuje v horizontalnem položaju. Višina postelje in ležišča sta ravno tako pomembna dejavnika za kvalitetno udobje. Še posebej pomembno je pri starejših ljudeh zaradi lažjega vstajanja. Primerna višina je? V zadnjem času se ta višina dviguje. Mogoče tudi zato, ker se starostna struktura pri nas v Sloveniji tudi nekoliko dviguje, ampak dejstvo je, da je zjutraj le prijazno vsaj vodoravno, če že nekaj malo nadol vstati, ravno tako za vsest in
tako, višine, zdaj, če se izrazim tako v centimetrih, so tam med 55, 52 do 58 in v zadnjem času pa tudi ljudje se že kar po 60 višine odločajo, tako da ja, tu nekje med 55 in 60 je optimalno. Zavedati se je potrebno, da na kakovost spanja ne bo toliko vplivala lepota naše postelje kot spalna podlaga. Ležišče je dolgoročna investicija v naše zdravje, zato ni pomembno tistih 50-100 evrov za nekaj, kar jemlješ za 8, 10, 12, 15 let. In da tudi ni pomembno šparati na nečem, ki ti služi tretjina dneva oziroma življenja. In to ne gre za abstraktne ali večkratne razlike, ne. To je vprašanje nekih 50, 100, 200 evrov in mislim, da ko kupec resno želi za dnevno porabo, seveda se da nekaj prihraniti pa vzeti nekaj manj dobrega, če gre za občasno ležišče, če gre za neko ležišče pomožno, če gre to za nek vikend, zidanico, kjer prespiš 5-10krat na leto, ali imaš neko tretje pomožno ležišče, ker ti pridejo, ne vem, prijatelji in ti prespijo 2krat na leto. Tam je mogoče res se da tudi z tega naslova reči, saj za 2 noči v redu, ne. Za dnevno porabo, za dobro počutje, za spočiti dobro jutro, mora biti tisto, kar telo rabi. Na trgu je veliko različnih ležišč in večkrat smo v dvomih, za katero vrsto vzmetenja ležišča se odločiti, ki po svoji sestavi presega pričakovanja. Kadar imamo v mislih penasta ležišča, jih mi v naši ponudbi sicer imamo, vendar to nudimo res ali za občasna ali za kakšna prehodna obdobja. Medtem ko govorimo o pravih ležiščih, o pravih vzmetencah, ki jih kupujemo za daljše obdobje, za vsakodnevno uporabo, za neke normalne telesne obremenitve, pa absolutno ležišče z nekim registrom je lahko register žepkastih vzmeti, običajno to razdeljeno v 7 con. Lahko je tudi klasično bonelno ležišče, ki v zadnjem času malo gre v zaton in je res v ospredju to žepkasto vzmetenje. Lahko pa tudi kombinacija, ne? V podjetju Reni so osredotočeni predvsem na domače slovensko tržišče, kjer najbolj poznajo potrebe, želje in zmožnosti domačega trga. Vsi produkti pa so izdelani iz okolju prijaznih materialov. Naj bo s prijetnim spanjem štetje ovčk preteklost. Za mirno spanje so nujna tudi kvalitetna okna, ki omilijo hrup iz okolice. Zato smo se odpravili v podjetje Ekovint vprašati, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri oken. Okna so pomemben stavbni element in ker želite prihraniti na energiji, ste večkrat v dvomih, ali izbrati lesena okna ali plastična PVC okna. PVC okna so tista okna, ki tesnijo, ne? Lesena okna so pa tista okna, ki naj bi dihala. Vendar je v današnjem času impregnacija lesa z različnimi olji in z zahtevami tesnenja, ki povečujejo energetsko učinkovitost, pravzaprav identična zadeva postala. Leseni okni in plastični okni ne dihajo. Tako leseni ne kot plastični ne. Zato se uporablja čezdalje večja priporočila za zračenje, za prezračevalne sisteme in podobno. Lesena okna imajo svoj čar, tega ne zanikamo. In ljudje, ki imajo lesena okna, so pač ljudje, ki preferirajo naravne materiale, seveda. S tem ni nič narobe in tudi nič niso na slabšem. Kvečjemu imajo vzdrževanje je povečano, lesena okna sama po sebi so pravzaprav zelo lepa. Zato tudi plastična okna stremijo k izgledu lesenim oken. Danes se pojavljajo različne renolit folije, torej barvna paleta, ki oponaša letnice lesenih oken. Na ta način dobimo popoln izgled lesa, karakteristike toplotne izolativnosti pa je na strani plastike. Ob pestri izbiri PVC sistemov in številnimi možnostmi so ključne prednosti plastičnih oken. Varčnost, nizka stopnja vzdrževanja, trajnost
Vsa naša okna imajo 10 let garancije na vse sestavne dele in toplotna izolativnost, to je najbolj pomembna stvar. Danes se v povprečni slovenski družini porabi okrog 1000 evrov za ogrevanje na sezono. Sicer se to manjša glede na vpliv vremena, ki je zadnje čase dosti toplejši, vendar kljub temu še vedno je pomembna energijska učinkovitost naših stavb, kjer pa okna igrajo pomembno vlogo. Pomembno vlogo ima tudi redno čiščenje in negovanje oken, ki je pogoj za daljšo uporabo. Kakšne prednosti prinaša vzdrževanje lesenih in PVC oken? Danes v lesni industriji za postopki impregnacije dosegajo skoraj identično stopnjo obstojnosti barve kot pri plastičnih oknih, torej barvanje na 10 let. Čeprav v praksi se pojavi, da okna prej zbledijo, lesena seveda, obstojnost barve pri plastičnih oknih pa je trajna, kar pomeni, da z današnjimi postopki lepljenja folije na okna lahko pridobimo trajno in neodlepljivo folijo na teh profilih. Cena pa je seveda mnogo nižja kot pri lesenih oknih. Problem pri PVC oknih je ta, da preveč zatesnijo. To je trajna težava vseh oken danes in potem vlaga v prostoru povzroča nastajanje plesni na kondenzacijskih točkah. To rešujemo z enostavnim načinom, torej zračenje. Vsa naša okna so opremljena z zračenjem, torej 2 stopnja ventus odpiranja, torej 2 stopnja kip odpiranja, ki nam omogoča zračenje oken pri pol zaprtem oknu, tako da ni vdora vode. Če se pojavlja še vedno težava, so rešitve z različnimi sistemi prezračevanja in različnimi dodatki k oknom. Zunanji izgled oken je pomemben dejavnik za celoten videz doma. Zunanji izgled je lahko raven, oglad ali polkrožne oblike. Mi težimo k polkrožni obliki. Zakaj? Polkrožna oblika daje večji volumen zaprtega prostora, s tem boljšo izolacijo. Torej, polkrožna oblika oken ni samo izgled, pač pa prinaša tudi ostale prednosti. Pomemben dejavnik je tudi okolje in kako prijazna okolju so PVC okna. V proizvodnji plastičnih oken ostanejo odpadki, ki so plastični seveda. Kot takšni se lahko prodajo in se uporabljajo v druge namene, kot so za izdelavo plastičnih cevi, alkaten cevi in podobnih plastičnih izdelkov, kajti plastika v PVC oknih je zelo visoke kvalitete. Kot takšna omogoča nadaljnjo reciklažo v nove izdelke in ne kot reciklati, saj je plastika tako kvalitetna, da se pri ponovni uporabi in drobljenju ni potrebno dodajati nobenih trdilcev in nobenih strupenih snovi, da bi dosegali kvaliteto nove plastike. Torej, na ta način lahko ekološko gledano, kljub temu, da je visoka izolativnost teh oken, je vsa plastika, ki se uporablja ali menjava ali ostanki pri proizvodnji, se uporablja za nadaljne produkte, kar pomeni, da ta plastika v okolju načeloma ne leži in ne ostaja kot recimo steklenice za vodo in podobno, ki so dejansko lahko produkt te plastike. Okensko steklo je tudi ključen dejavnik pri zasteklitvi energijsko-varčnega okna, da dosežete visoko toplotno izolativnost in ustreznost prevodnosti svetlobe. V standardni izvedbi je dvoslojna zasteklitev, ki ima faktor 1,0 W na kvadratni meter Kelvina, kar pomeni, da v eni uri izgubite 1 stopinjo, vkolikor je razlika 20 stopinj. Vsa stekla so premazana s kovinskim premazom, katerega vi ne vidite. Ta kovinski premaz pa preprečuje vdor UV svetlobe v stanovanje in preprečuje izgube iz stanovanja ven. Pri izbiri oken želite tista, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam in željam ter omogočajo najvišjo kakovost bivanja. Protivlomna okna so različne stopnje. Naša okna so že opremljena standardno 1. stopnjo, kar onemogoča dvigovanje kril pri vlomu. To je bil recimo tipičen vlom v starejših časih, ko so vlomilci samo dvignili krilo in so pravzaprav brez poškodbe lahko prišli v stanovanja. To je danes onemogočeno. Zunanje in notranje žaluzije dajo stavbi pridih modernosti in možnosti uravnavanja svetlobe ter senčila so pomemben dejavnik pri oknih. Danes v strnjenih naseljih brez senčil pač ne gre.
Prav tako ne gre več brez različnih tipov senčil. Žaluzije so pa tipi notranje žaluzije in pa seveda zunanje žaluzije. Pri senčanju je poglavitna stvar ta, da se sonce ustavi preden pride na steklo, kar je zelo pomembno. Torej, toplota in vir sevanja se mora oziroma zaželjeno je, da se ustavi preden sploh pride do okna, na ta način dobimo najboljše izkoristke. Predvsem poleti, ko je vroče, in pa po noči, ko spimo, z roletami in žaluzijami dosegamo dosti boljše izkoristke pri oknih, kar se tiče toplotne prehodnosti in toplotne izolativnosti. Notranja senčila so predvsem za zastiranje pogledov. Druge funkcije žal nimajo, ker je toplota že prišla v prostor, torej vsa zunanja senčila so pa tiste senčila, ki nam omogočajo, da zaustavimo sonce takrat, ko je potrebno. Ko pa prihaja čas komarjev, si želite tudi zaščite pred mrčesi. Pravzaprav sem ravno včeraj bil pri stranki, ki je rekla, da do sedaj ni imela komarjev sredi Ljubljane, sedaj pa jih imajo. Kar se tiče komarnikov, se najbolj priporočajo pri zamenjavi oken v kompletu z roleto. Torej, roleta s ukomponiranim komarnikom vam omogoča obe strani obe dobre lastnosti senčil, torej zaustavitev sonca preden pride na steklo in pa komarnik, ki je dosti ugodnejši kot pa samostojni rolokomarnik. Z ustrezno usposobljenimi merilci in tehnologi je ustrezno tudi svetovanje, ki je ključnega pomena za pravo odločitev pri izbiri pravega okna. Z 3 glavnimi vprašanji določimo tip oken, katerem je njemu najbolj ustrezen. To pomeni, da v naši ponudbi so glavni 3 tipi oken, ki se razlikujejo seveda po ceni, po toplotnih karakteristikah in po statični trdnosti. Z vprašanji, kot je na kaj kurite, s čim kurite in kakšna je izolacija vašega doma, na ta način mi pridobimo spoznanje iz strani stranke in lahko svetujemo in pomagamo z cenovno najugodnejšo in najbolj primerno rešitvijo. V novogradnje danes vgrajujemo predvsem široka okna z 8,5 cm okvirji z troslojno zasteklitvijo. Pri menjavah takšni okvirji ne pridejo v poštev zaradi obstoječih polic, marsičesa ali slabe izolacije. Torej, lahko se zgodi, da okno bolj izolira kot neizoliran zid. V podjetju Ekovind se nenehno trudijo za izbiro le najboljših rešitev. 20 let izkušenj na področju PVC stavbnega pohištva jim pripomore pri svetovanju in kvalitetnem delu. Že v prejšnji oddaji smo vam podali miselno igro za ohranjanje bistrih možganov. Tudi v tokratni oddaji nismo pozabili na to. Najprej pa predstavimo rešitev prejšnje uganke, na katero ste se resnično lepo odzvali. To je bila uganka 4 kovanci, kjer ste morali s prestavljanjem kovancev dobiti postavitev ravne črte. Premaknili ste lahko le en kovanec na potezo. Ko ste kovanec pristavili, se je moral dotikati še 2 kovancev in na koncu je nastala črta iz kovancev. No, sedaj pa vam, dragi gledalci, podajamo uganko. Ni tako zapletena, kot je videti. Na sliki so enako veliki lističi zloženi drug na drugega. Ugotoviti morate, kateri listi so spodnji 3. Tovrstna uganka spodbuja logično razmišljanje in potrpežljivost ter predvidevanje. Vzemite si čas in nam rešitev pošljite na naslov Televizija Novo mesto, Podbevškova 12 8000 Novo mesto s pripisom oddaja Zlata jesen uganka ali pa pišite na elektronski naslov jasmina.spahalic@tv-nm.si. Spoštovane gledalke in gledalci, prepričali smo se, kako se lahko imate lepo na letnih in mesečnih druženjih z revijo Vzajemnost, kako poskrbimo po aktivnem dnevu za kvalitetno spanje s podjetjem Reni in na kaj moramo biti pozorni pri izbiri oken s podjetjem Ekovind. In kako ne smemo pozabiti na gibčnost naših miselnih funkcij. Pri tem nam je znova pomagal znalček.si. Bodite z nami vsako zadnjo sredo v mesecu, oddajo pa si lahko tudi ogledate na spletni strani televizije Vaš kanal www.vaskanal.com pod zavihkom arhiv oddaj Zlata jesen. Želimo vam, da občutite čas, ki se ne začne tako, kot v koledarju piše, ampak ga zaznamo po vonju v zraku, ko zjutraj stopimo ven iz hiše ali stanovanja. Bodite lepo, do naslednjič, srečno!